Readingov pristop k Nostradamusovim tekstom je bil revolucionaren. Predstavil je nov koncept, kjer je Nostradamusova prerokovanja postavil v kronološki vrstni red, kar je omogočilo boljše razumevanje in interpretacijo prerokovih besed. Ta korak je prekinil s tradicionalnim pristopom, ki je prerokbe obravnaval kot nespremenljive in statične. Povezava s sedanjostjo. Vprašanje, ki se nenehno pojavlja pri preučevanju Nostradamusovih prerokb, je, ali so te interpretacije dejansko napovedi ali pa so zgolj plod domišljije. Njegove 4 vrstičnice so zavite v simboliko in metafore, zaradi česar lahko v njih najdemo različne pomene. Dandanes, ko se življenje pogosto zdi neskončno kaotično, politika frustrirajoča in prihodnost vse bolj nejasna, ljudje vse bolj iščejo vzorce, zgodbe in pomen življenja. Prav v času velikih sprememb ali družbene tesnobe postanemo bolj dovzetni za iskanje in sprejemanje takšnih razlag. Vojna, podnebne spremembe, poplave. Razlaga domnevno prihajajočih katastrof na podlagi kreativnega branja Nostradamusovih verzov se nadaljuje. Njegovo izjavo, da bo človek jedel človeka, ko bo pšenica postala predragocena, na primer nekateri interpretirajo kot napoved katastrofalnih posledic prekinitve izvoza pšenice iz Ukrajine. Čeprav se domnevna posledica tega, kot porast kanibalizma, zdi absolutno pretirana. Nekateri celo menijo, da je prerok predvidel skorajšnje posledice podnebne krize. Ko je zapisal: 40 let se ne bo videla mavrica, 40 let se bo videla vsak dan, pusta zemlja bo še bolj pusta in ko se bo videla, bodo nastopile velike poplave. Kralj bo odstopil, prestola ne bo prevzel William. V svoji knjigi, objavljeni leta 2006, Reading trdi, da je odkril nekaj, kar so drugi raziskovalci Nostradamusa spregledali. Njegove 4 vrstičnice so bile številčno označene in so ustrezale datumom. Na primer, 4 vrstičnica 1022, ki naj bi napovedala, da bo Karl abdiciral, se glasi, ker niso odobravali njene ločitve z moškim, ki se jim je kasneje zdel nevreden, bo ljudstvo pregnalo kralja otokov, nadomestil ga bo moški, za katerega niso pričakovali, da bo postal kralj. Ta 4-vrstični vers je pisal Reading, Britancev ne bo presenetil in ima široke posledice. Prva je, da bo kraljica Elizabeta umrla okoli leta 2022 v starosti približno 96 let. Reading, ki je umrl leta 2017, je nadaljeval, da 4-vrstičnica 1022 napoveduje, da bo kralj Karl III abdiciral, ker je utrujen od nenehnih napadov nase in na svojo drugo ženo zaradi zamer, ki jih do njega goji določen del britanskega prebivalstva po ločitvi od Diane, princese Walesa. Njegova pojasnila se s tem niso končala. Trdi tudi, da bo princ Harry postal naslednji kralj namesto svojega starejšega brata Williama. Če se bo to res pripetilo, pomeni, da William ne bo kralj in prav tako nihče od njegovih otrok. Razlaga, zakaj bo tako, je še vedno zavita v tančico skrivnosti. Nekateri se bojijo najhujšega in to je, da bi se lahko princu Williamu in celotni njegovi družini pripetilo nekaj strašnega. Nostradamusove prerokbe ostajajo v središču razprave, saj so njegovi verzi večinoma zelo odprti za različne interpretacije. Prav zaradi tega se Nostradamusove prerokbe pogosto uporabljajo za naznanjanje najrazličnejših dogodkov, od naravnih katastrof do političnih sprememb. Vendar je pomembno omeniti, da ni nobenega trdnega dokaza, ki bi potrjeval, da so Nostradamusove prerokbe dejansko napovedale prihodnje dogodke. Večina znanstvenikov in zgodovinarjev meni, da so te prerokbe preveč dvoumne in nejasne, da bi jih lahko natančno pripisali določenim dogodkom.